Ne rab se noben tega bat, niti lastne smrti, niti smrti od drugih ljudi. Tako jaz verjamem. Zato, ker če se tega bojiš, pol se bojiš življenja. Bojimo se pa življenja zato, ker mislimo, da smo nekaj, kar v resnici nismo. Jure Laharnar, lepo pozdravljen na podcastu. Jaz sem se šele čez to izkušnjo naučil, kaj je ljubezen res pomeni. Ker človek, ki ga imaš ti najrajši na svetu, odhaja in ti njemu govoriš vice, brišeš čelo, sam si zraven, objemaš in točno veš, da zaradi tega ne bo nič del ustov ali pa veš, ustov nasploh, ne? In si čisto okej s tem. To je pa meni takrat pokazal neko tako moč v meni, ki jo prej nisem bil sposoben videti. Ene so igre, ki jih ti igraš zato, da zmagaš, ene so pa igre zato, da jih ti igraš zato, da omogočiš, da se igra lahko igra dalj časa, ne? In jaz si recimo z podcastom želim omogočiti, da to igro igram čim dalj časa, ker vem, da mi bo samo igranje igre prinesel veliko več, kot sem si jaz sposoben zamisliti kot cilj, zaradi katerega to igro igram. Biti pomirjen z vsem, kar moji čuti zaznavajo. Ne misliti, da je karkoli za rešiti, ne misliti, da je karkoli za spremeniti, ali pa da bi se mogel drugače počutiti. Biti popolnoma pomirjen s tem, kar mi življenje ta trenutek ponuja. Partner te epizode podcasta Benesere je Phil Ruti. Evo, Jure Laharnar, lepo pozdravljen na podcastu. Res me veseli, da se danes mava priložnost vse zdol poklepetati. Oba podcasterja, tako da, videli, kam zapelje, ne? Zna biti kar zanimivo. Ja, res. Hvala, da si me povabil, res. Z veseljem. Tako da, hvala, ker se pripelji v Brda. Tako da, začel bi z enim vprašanjem, ker se mi zdi, da bo lepo oprlo pogovor. Oba ustvarjava podcast že kar nekaj časa. Mi imamo zdaj v tem času snemanja 3 leta, ti boš imel poleti 3 leta. Pa me zanima, ko pogledaš zdaj za nazaj v teh 3 letih, kaj ti je dal podcast? Kaj si se vse naučil, katere poti ti je oprl osebnostno? Ogromno. Mislim, kaj enkrat začneš gledati na podcast tako nedirektno, koliko ti posredno da to ustvarjanje, je noro. To sploh en tak primer je, ne vem, da lahko ne samo, da spoznaš človeka, ampak da pismo 1 uro pa pol, pa 2 se pogovarjati z nekom, pa si pustiti tu globino, da človeka res poznaš, pač neko ves ustvaraš. In to se mi zdi, da to je največ. Da imam dejansko odnos z ljudmi, ker sem si zbral, da želim imeti odnos, veš, kaj mislim, Se ne z vsemi, ampak tako recimo Gregor Kos je eden izmed takih, veš. Kakšen privilegij je to, da imam jaz tega človeka v imeniku in mu napišem: Gregor, pač, a bi si vzel 5 minut zame, imaš 1 uro, prid k meni, veš, Sara Isakovič, Sara, a bi bila govorka na mojem dogodku, Jure, vse zate. A veš, to mi je wow, že samo to ustvarjanje. Pol, koliko sem se vseb naučil, poglobil nekako svojo sposobnost pogovarjanja, dojemu čez to, kje čutim, da mogoče nisem čist jaz, da si ne pustim biti jaz. In pol vse posledično, ki je prišel zraven, ko so mi ljudje začeli pisati, koliko jim je podcast pomagal, da jih je pripeljal do ljudi ta pravih, da so se prvič soočali s takimi tematikami in so jih pri sebi začeli reševati, da je ogromno enih teh aha momentov noter skritih, itd. Veš, in to ljubezen pač, ki jo začneš dobivati nazaj, pismo je vredno, in pol včasih rabiš sam, nekoga, zadnja, ki je to naredila, je bila recimo od Geje, moje poslovne partnerke Babi. Smo šli na kavico za njen 80. rojstni dan, ali 84. ja. In me je sam spomnila, sam rekla mi je, res lepo stvar delaš, a veš, in jaz pa zdaj v tem turbulentnem obdobju, ko sem pa nekaj tasga slišem, jaz sem sedel na uni kavi stari, meni so začele solze dol teči, jaz sem bi tako ne bi tega delati, Babi. Drugi ljudje so kle, ampak ne, sem čist spustil, ja, ampak tako, ogromno mi je dal, ne vem, vse mogoče, a ti, če pogledaš nazaj, a bi rekel isto, a bi šel kakšno drugo smer, kaj tebi dal? Ja, ful. Tako, socialni krog, ko si omenil, ne spoznaš ljudi, ki mogoče nikoli do njih ne bi imel dostopa, a pa mogoče bi se ujeli ali pa ne, recimo tudi ti, so se videla na Flowsu in tako naprej, ampak še vedno ni bilo tega stika. Medtem, ko če imaš neko ta leverage kot podcast, priješ na pogovor, imaš priložnost poznati ljudi, tako da to, pa ful sem se tudi jaz naučil in od gostov, ker v bistvu včasih ti postavijo ogledalo, da se ti vidiš v njih oziroma ti reflektira tvoje stvari, ki jih nisi še predelal.
pa tudi potem editing, pa klipi, pa tako poslušaš nekatere stvari 2-krat, 3-krat in potem se ti kar usedejo v neko podzavest. In to, pa ja, ful sem se naučil tako, kako voditi pogovor, kako govoriti in ja, je kar tak lep proces. Ni bilo enostavno, sploh na začetku, vsaj zame, ne vem, kako je bilo pri tebi, ampak prvič se postaviti pred kamero, prvič slišati sama sebe na video, tu audio, to je bilo obup. Ja, škaj sem imel že 3 podcaste prej, tako da to sem dal že malo čez, pa ful sem enega kontenta za ston ven daju, to me je najbolj Gary Vee inspiriral, no, kaj je bilo, konstantno bilo to, ne. Ti sam deli content, ne, in tam sem šel ogromno krat sem mogel iti čez ta imposter, pa veš, objaviti video, ka meni ni bil všeč. Ker sem Garyja slišal odzadaj, pač just fucking do it, man. Pač nekaj komplicirati, pač sam naredi. In včasih jaz sem tudi zbrisal dola, veš, pretežko mi je bilo na začetku to gledati. Pa še kakšen komentar tak dobiš, veš, pa slišiš, kva je govoril okolo tebe, pa to in takrat sem se še ful na to parpenju in mi ni bilo prijetno, no. Ampak zdaj, ko sem pa začel Underdog podcast snemati, je bilo pa tako pač, veš, sticks and stones stari. Nič ti ne more sam ustvari, pa tudi bolj sem bil siguren vase, no, v to, kaj želim dati, pa pol tudi, ko se je organsko razvijal, sem čez dalje bolj puščal, da točno tako, pride, tako je in nisem probal imeti preveč mnenja o tem, kaj boljš, kaj slabš, itd. Še zmeraj pa pol ta del, ka sem pa zdaj po moje najbolj v njemu, optimizacija, a veš, ful se stvari naučiš in po eni strani si želiš, da je ta proces čim bolj tak lahkoten, po drugi strani pa veš, da se je fajn zabavati tudi malo s tem, da to doseže več ljudi. Ne na silo, ampak uporabiti platforme, ki so ti dane. Veš? Recimo, in ja, sem v neki taki rebuilding fazi s podcastom, pač ogledi so šli tudi dola, ker ne delamo to kot zadnji, ki smo prej. In zdaj pač po tej novi strategiji, pa par AI implementacij noter, pa menjava ekipe, pa menjava studija, se mi zdi, da zdaj bo pač spet nek odboj prišel. No? Ampak, a veš, čistko, ne delam tega iz nekega pomankanja, da bi rekel, da bi rabo to, ampak čist zato, ker vidim cikle znotraj tega. Ali je learning curve, ali je nek pač nek rebuilding, implementacija in pol pač so posledica dobre implementacije, so pa ponovadi pol tudi številke in dosegi in vse. Ja, pa tudi algoritmi se ful spremenjajo, recimo v 3 letih vem, da se je parkrat prav drastično spremenilo, pa tudi meni je vmes padlo, pa potem se začneš spraševati, zakaj je padlo, ki slabo delam, pa potem vidiš kakšne par nasvetov, pa probaš tisto optimizirati, pa gre potem najboljši. In je tak majhen win, se ne delaš zaradi oziroma številk, ampak če hočeš doseči več ljudi, pač moraš tudi to malo optimizirati, ta proces, algoritmi, thumbnaili, opisi. Ja, sigurno, ampak če pogledaš Selakoviča, Klemna, jaz njegovo delo opazujem takole. On naredi tisto stvar, ki je najbolj pomembna, dober. In kle gre, po moje, večina njegove energije. In to je? To je pogovor, po moje. Plus izbira gostov mogoče, ne vem, kako točno pri njemu gre to, ampak jaz kle vidim, une stvari, ki delujejo, jih on dela. Ne igra se tok, a veš, ni nekih sprememb, pa brand je že skozi isti, itd. To pa res je. Jaz mogoče v tem vidim malo več smisla ali pa osebnega zadovoljstva, in zaradi tega mogoče tudi na drugih točkah, a veš, je malo preveč kompliciranja, malo preveč se skozi spreminja, ampak to sem pač jaz pač rabim skozi neki prčkata, pač neki začutim, gremo, tako je to, se to sva se s Turkom doskrat pogovarjali, on je meni rekel, pač če kaj pri tebi opazujem, obožujem je pa to ta zmožnost instantne implementacije, mi sem imela session, sem jaz prišel do nekega spoznanja, drug dan sem jaz to že delal in je bil on tako, a res, kaj diti, ampak se mi zdi to tako, A tudi je naravno, tudi je dano, ali si se s cajtom potem naučil tudi preko športa in tako naprej? Ja, po moje, da sem se naučil, ker za nazaj, ko se spomnim, tako srednja šola sem bil full len. Tako, ta procrastination je bil, raj sem se delal, da sem bolan, po moje doma 7 ur, pa da bi naredil domačo nalogo varianta, tako pač, ne vem zakaj, ampak ja. Tako da to sem se pol naučil, po moje, ko sem dojel, da pač je treba nekaj narediti, če hočeš nekaj od tega meta. In ko sem enkrat razumel, ta koncept je ratal pol lažji. Sem ratal veliko bolj proaktiven po naravi. Ja.
Ni na silo to narejeno, ampak na začetku je pa po moje bilo ta disciplina. Predvsem s fitnessom po moje povezan oziroma s treningi. No? Da si šel pač večkrat čez to, pa trenirali smo mi v takem vremenu, da glava boli v snegu, leden dež, veš, to, mi smo bili trenerje, ki je rekel, pač kaj kokija, a boš v garderobico se jokati. Ja, in nam je dal neke take vrednote, da si znal iti čez neprijetno. Moja prva tekma, se spomnim, v Novem Sadu smo igrali, po mojem sem bil star koliko, 20. Leden dež je padel, 2 stopinje, pa pihal je kasvina. Predstavljali si te vremenske pogoje. In jaz sem si na ogrevanju mazinca zlomil. Žoga mi je not preletela in je bilo, pač mrz je bilo in vse in mi je mazinc počel. In v bistvu pač smo imeli fizijo, ta Mate, ta Dormiša, legenda. In je sam pač po tej rekel, dobro, to je to. Ne vem, če je bil takrat on z nami, ampak mislim, da je bil. No in ja, odigral tekmo, pač uno. Kad Cucka me je zebala, veš, vse nas je vse, sam nimaš kaj. Sem prišel da mi tak angina, ampak ja, veš, to pač čez tako stvari ni simpel, in kad greš večkrat, pač sigurno se ti tudi druge pozna. Ko po mojem s tem najbolj izhaja, da se je to razvilo. Ja, se mi zdi, da šport ti da prav to, ta mental override, se pravi, da lahko ti z umom prebiješ odpor, kaj imaš in v telesu, in pač ta ego, oziroma odpor in tako naprej. Tako da to šport ti lahko ful da. Prej si omenil, da imaš tako turbulentno obdobje. Lahko malo predstaviš, kaj se dogaja. Ja, sej načrtno, a veš, sej to je to, Mislim, jaz sem si nekako z retrospekcijo, se pravi, da sem gledal malo nazaj, kaj se mi kaj ponavlja v lifeu, sem dojel, da so ponavadi 3 obdobja, v katerih se najdem. Eno je obdobje, ko delam, tle, ko sem zdaj recimo, eno je obdobje, ko se gradi neka nova vizija v meni, pa eno je obdobje, ko pač počivam po ta novem. Prej tega nisem dojemal, kot del cikla, sem bil tako pač ne moreš počivati, to počival nomo. Kar je bila napaka in zdaj v bistvu ta počitek se meni zgodi, ko gremo s familijo recimo na Tajsko, čez zimo. Ajde, zdaj smo šli za 1 mesec, ki je žena noseča, ampak drugače lani smo šli pa za mesec pa pol. In je ful dobro, ker se dejansko živčen sistem pa vse se ti sprosti in po naravi so začele do mene hoditi neke pač take bolj vizije, kam bi rad pelil podjetje, kaj bi rad delal, česa več, česa manj, itd. Se je zgradil tudi ta nov workshop, ki ga zdaj z Geo delava. In pač dejansko me je pripeljalo to samo čisto naravno do te faze, ki sem prišel nazaj, fazo dela. Ampak, ko sem v tej fazi, je najtežji handlati. Zato, ker moram toliko ene svoje energije dati v delo, da mi jo zmanjka predvsem za odnose. Sploh ženo, veš, partnerko. Ker ti imaš pol tukaj še, jaz imam še 2 let staro punco, si jo spoznal, Irino, in že to ti ogromno energije pobere. Žena zraven še dodatno, jaz hočem biti pač tudi partner, tudi mož, ne samo, da imamo mi da skupaj tega otroka. In klej je, to mi je res težko handlati. Zato turbulentno po moje najbolj, ker zmanjka mi pozornosti, količine pozornosti, da bi jo lahko namenil vsem ljudem, ki si jo zaslužijo od mene. In biti pomirjen s tem je nekaj, kjer zdaj v tem ciklu najbolj delam na tem, ker več ko delam, več pa tudi rabim časa zase, torej biti sam. In klej spet pozornost gre meni, ne familiji. In to handlanje tega se mi zdi, da mi najbolj povzroča neke turbulence v glavi. Plus, ja, lansiram workshop, klej veliko odgovornost čutim, ker z Geo dajeva ljudem dejansko priložnost, da pridejo in naredijo konkretno spremembo v življenju. In program traja 7 tednov. In ja, ne vzemava tega tako, vse bo že. Ne. To je pač nekaj, kjer želiva res se potruditi in dati ljudem maksimum. In ta proces do začetka tega, poleg tega, da ti pač probaš to marketirati na različne načine, nočem prodajati, usiljevati ljudem, pa še zmeraj moraš poskrbeti, da doseže to večje število ljudi, da se najdejo unika, jim to odgovarja, plus to, da ti program sestavljaš, plus to, da se ti pač še z ostalimi ongoing stvarimi ukvarjaš, pa so to maili, pa je to podcast recimo, pa veš, pri podcastu tudi strategijo zdaj menam za discovery fazo, da bomo lahko več shortov objavljali, pa AI zraven, pa še tam en projekt, pa tam en projekt. Ja, nabere se stvari v tem ruzaku, ampak kar je ključno je to, da se jaz zavedam, da sem si to sam zbral in je privilegij,
nositi lasten ruzak, ki si ti v njega stvari dajo, ne, ker so drugi dajo noter stvari. In zato vem, da je to samo obdobje, ki ga bom zdržal in po tem obdobju bo prišel počitek in iz tega počitka vam bo prišla spet neka nova jasnost. Kaj bi delal, kaj ne bi več delal itd. Veš, a ne? Ampak iluzija bi pa bila, da bi v tem obdobju, ki sem zdaj, jaz hotel, ne vem, delati prevelike spremembe. Ne, zdaj bomo pač požrli to, kar smo si naredili za jest v teh fazah prej in pol se bomo odločili, je bilo dobro ali ni bilo dobro. Vidim pa veliko smisla v tem, no, da v obdobjih, kot je ta, kjer je veliko vsega, še zmeraj najdeš cajt zase. Brez tega požrete. Odvzame ti ljubezen do igre. Jaz pa tega ne bi rad zgubil. In tudi karata težko, še zmeraj vem, da imam orodja in da sem si da je prioriteta, da si bom vzel čas zase. Tudi če bojo za to odnosi trpeli, tudi če bo za to biznis trpel, vse mi je. Jaz sem na prvem mestu in ja, ne v tem arogantnem smislu, ampak v smislu, da prevzemam odgovornost za to, kako se počutam in tudi nekaj naredim za to. Kakšna taka orodja, ki ti pomagajo pri temu? Ena definitivno, ki bi jo izpostavil kot glavna, je sauna zame. Ja, da grem in delam pač varianto 25 minut na 90 stopinj, to je oranka, pa pol v mrzlo vodo za 5 minut ali 2-3, odvisno koliko je mrzla. Pa pol to 3 cikli tega, vmes pa mal čistko, da se mal groundam, samo tišina itd. Tako da ne gre toliko za ta napor, ki je noter, ampak bolj za to, da opazujem pa sem s svojimi mislimi noter v savni in mi paše, ful mi paše. Ne vem, zakaj lih savna, ampak ja. Tako da to dihanje, zdaj sem bil lih pri geji, ki vodeno dela, 1 na 1. Nora izkušnja, ne vem, si bil kdaj? Si kdaj delal to? Sem bil na par workshopih od dihanja, imaš pa dihanje od do. Ja. Tako da me zanima, kakšno dihanje. Ja, čist na to sceno gre hiperventilacije. Ti v bistvu delaš trebuh, se pravi, in ta izdih, ki je v bistvu zelo pasiven in to narediš 5 rund in po vsaki rundi imaš retention, torej v izdihu pol držiš. In ja, vrhunsko. V neki točki me sam videl sem neko, ne vem, stvar znotraj sebe in mi je sam pač ogromno ljubezni namenila, tako iz vidika, pač imaš to varianta, in sem me sam odprl in sem začel jokati in sem jokal tam zraven. Ja. Ful je bilo tako, rabo sem to, no. In pa sem hotel geji povedati, kaj se mi je zgodilo in pač nisem mogel, tako da ja. To je nekaj, kar je zame, in bolj na občutkih se vidi razlika kot na mislih, ali pa da bi znal to zdaj, te pobesedati, kaj točno se mi je zgodilo, niti nima veze. Bolj se gre za to, no, da vsa ta orodja so povezana s tem, da si vzameš čas zase, no, se mi zdi. Pa je to lahko meditacija, lahko je to tek, lahko je to karkoli. Bistveno je, da si ti čim dalj časa v šusu prisoten, da si v trenutku. To je po moje orodje, ki ga imamo vsi vseb, ampak zaradi vsega šuma in vsega ga redki uporabijo. Ja, ampak potem ti je dejansko res boljš. Tako da ja. Ja, in vse ta orodja, spravim, sauna in dihanje vplivajo dobro in na ker si pač tukaj in zdaj, hkrati pa tudi na nervozni sistem, ker dostikrat pozabljamo na naš nervozni sistem. Ko si omenil prej, v tistem obdobju, ko imaš počitek, se lahko nervozni sistem na veliko resetira. Možeš iskati pa tudi take majhne trenutke, kjer se malo nervozni sistem resetira. Sauna, dihanje, sprehodi v naravi, meditacija, vse to. Ja, in po drugi strani se zavedati, da če si v tej fazi, kjer je treba delati, kjer je treba biti produktiven in vse, je prav, da je aktivirana. Da je tudi malo tega stresa. Sej kontroliran. Ampak tako se mi zdi, da mogoče bom enkrat tam, da bom lahko res lahkotno čez vse šel, ampak nisem še tam, če si iskreno, nisem. Ne moram sam se plagati. Očitno rabim še ta stres. Očitno rabim čutiti ta strah pred scarcityjem, pred pomankanjem, da me pele naprej. Ker si očitno še nekaj nisem dokazal. Nečesa še ne verjamem. Eno moje prepričanje znotraj mene, ki je podzavestno,
še ni razrešeno in bi ga razrešil rad, ampak ne na silo. Jaz verjamem, da mi bo pač življenje dajo priložnosti, da to delam. Ampak pol moram pač biti iskren in ko sem v teh priložnostih, ki so zame na mizo položene, delati izbire, ki bi jih naredila ta nova verzija mene. Čeprav je občutek v tebi, kaj ti zdaj delaš, si normalen, kako boš kar spustil. Moramo se boriti. Si tako, ok, v redu. Čist nič mi ni hudga, mogoče bi probal še malo globi v to, še malo bolj potipati tega. Jure je pravkar delil, zakaj je pomembno, da si vzamemo v dnevu dovolj časa zase in zakaj redno umirjati svoj živčni sistem. Preden nadaljujeva na tematiko strahu in kako ga inkorporirati v svoje življenje kot kompas, bi delil eno stvar, ki meni osebno zelo pomaga pri iskanju ravnovesja v vsakdanjem življenju. Tisti, ki me spremljate in poznate, veste, da sem zelo velik ljubitelj dobre kave, a pri kavi sem opazil eno veliko težavo. Ko sem v stresnem obdobju, se veliko dogaja in sem pod stresom, mi dodatna kava deluje kot benzin na ogenj. Namesto, da bi mi dala energijo in mi omogočala več mentalne jasnosti, me še dodatno stimulira, preobremeni živčni sistem in povzroča tisto zoprno živčnost in tesnobo. Na tiste stresne in pestre dneve, ko potrebujem čisto energijo in več mentalne jasnosti, sem kavo zamenjal za izdelek Magic Ruti. Magic Ruti je naravna alternativa kavi in vrhunsko prehransko dopolnilo za možgane, ki vsebuje adaptogena zelišča in medicinske gobe, kot sta resati bradovec in glavatec. Sam izdelek Magic Ruti pijem skoraj že 2 leti in kar mi je pri njemu najbolj všeč je to, da mi da stabilno energijo in mentalno jasnost brez energetskega padca, ki ga povzročata kofein in kava. A ker je življenje cikel akcije in počitka, kot je zdaj v podcastu povedal Jure, imajo pri Feel Rutiju rešitev tudi za drugi mirnejši del dneva in to je izdelek Calm Ruti. Calm Ruti je okusen napitek iz adaptogenov in medicinskih gob, ustvarjen za popoldanski in večerni ritual. Kar je meni najboljše pri izdelku Calm Ruti, je to, da me ne uspava in umiri na silo, ampak mi da tako umirjeno in sproščeno energijo, hkrati pa mi pomaga umiriti moj živčni sistem in zmanjšati stres. Poleg tega mi je pa res zelo, zelo všeč njegov okus, tak cozy kakao, ki te spominja na otroška leta in otroški kakao. Oba napitka, tako Magic Ruti kot tudi Calm Ruti, ponujata idealno podporo vašemu dnevu. Če želite podpreti svoje telo, in predvsem živčni sistem, obiščite spletno stran feelruti.si in se prepričajte sami. Uporabite tudi kodo JANI10 za nekaj popusta pri nakupu. Ekskluzivno kodo in povezavo do spletne strani najdete v opisu te podcast epizode. Sedaj pa nazaj na pogovor z Juretom in k vprašanju, kaj se zgodi, ko se soočimo s svojimi strahovi. Kako vidiš to razmerje med strah, da je močen motivator, ko si zdaj omenil, hkrati pa to spuščanje, ki mora biti, se mi zdi, nek balans med temu. Ker če imaš ti ta strah pred scarcityjem, da zmanjka denar, zmanjka finančnih sredstev, te to lahko ful žene, ampak delaš tako malo bolj negativno energijo. Medtem ko prepuščanje je pa, se mi zdi, taka malo bolj pozitivna energija, da prihajajo stvari do tebe in daš vse od sebe. Včasih pa rabiš malo to balansirati, da dobiš nek ta fusion obeh stvari. Ja, dobro si to opazil in tudi ne bi rekel, da je strah motivator, rekel bi, da je kompas. Okay. Rekel bi, da ti strah pokaže smer, da se prav pokaže ti nekaj ti da za videti. Dobro, če gledaš na strah tako, je vedno dober zate, ker ti nekaj pokaže. Ne pomeni pa, da to, kar ti kaže, te čaka. A veš, on ti pokaže nekaj, kar je tebi poznano. In zdaj, ko ti delaš spremembo, globoko spremembo, boš mogel iti v strah, ker drugače spremembe pač ne boš naredil. Tako da iz vidika kompasa, ja, definitivno. Strah, opazam, česa me je strah, ok, v redu, zakaj me je tega strah, ne vem, bom raziskoval, bom pozoren na to. In pol pač delaš neke korake. Delaš korake, če jih lahko delaš miren, super, ampak večino časa ne.
Je pa res, da te ponavadi strah sam misli, ne? Tako da smo spet pri prisotnosti. Če ti v teh trenutkih, ko strah pride, razumeš, ok, pokazal si mi kaj, zdaj bom pa jaz pač samo s tabo, s tem občutkom strahu, da se to stopi in ne bom nasedel tem zgodbicam, ki se pletajo, ne? Samo pozvoj, bom ne grejo mimo. Ne? In pa bom naredil točno to, kar si želim narediti. A veš, in večkrat, ko greš čez to, bolj dojameš, koliko v resnici si sposoben, koliko v resnici si močen, koliko v resnici si pogumen. Ker pogum je nagrada za to, da si se soočil s strahom. Ne? Ni pogumen ki gre v strah. Pogumen je ki je, pogum pride kot nagrada. Tako da čisto iz tega koncepta gledam. No? Zanimivo. Ja. To lahko vidiš v življenju, ko si omenil, greš parkrat čez strah in kar naenkrat se malo omehča, pa tudi naslednjič, ko pride gor, potem si ok, vem, kaj je to, grem čez to, ker na drugi strani je potem, ko pravijo, na drugi strani strahu je nagrada oziroma magic, tako čarobno stanje, kjer se ti potem stvari odprejo. Ne. Je pa težko na začetku, ne moraš malo, delati na sebi moraš, ne. In saj pri meni dosti pomaga ta meditacija, da potem preko meditacije učiš možgane oziroma da spušča, da se zazna te zunanje signale, dražljaje in jih se ne osredotoča na njih potem. Ne. Ja, pa pogovor s pravimi ljudmi. Ti boš veliko sam naredil, ampak da si ti sposoben stvari narediti sam, rabiš prej ogromno enega dela pa pogovorov, da ti dobiš ok, tako je to, temu pa verjamem, da ti neka prepričanja, da si sposoben, da si zmožen, razvijaš vse, pol pa ti lahko greš v tišino itd. Ni tako simpel, ker se sliši zdaj sam sedeti. Če ti nimaš teh orodij pa ljudi, ki bi ti pač pokazali neko pot, si bolj nezgubljen. No. Se mi zdi, da vsak slej, ki prej po tej poti, ki gre, pride do tega, kar mu je namenjeno, odvisen, koliko resnice je pripravljeno sebi sprejeti, to bo direktno vplivalo na to, koliko bo zrastel ta človek. In pač zame so bili to ljudje kot, ne vem, recimo Matej Turka, z njim sem se ogromno o tem pogovarjal, on je bil eden izmed prvih, s katerimi sem jaz, mogoče pred njim še moja mami, da sem jaz pač jim zaupal te svoje strahove in je sedel zraven in mi je rekel, v redu, in kaj zdaj? Pač, tako ni bilo unga obsojanja, ker sem ga mogoče mislil, da ga bom dobil, ker sem ga v preteklosti dobil, ni bilo ponižanja, ni bilo zasmehovanja, ni bilo vseh teh stvari, ki se ti naberajo čez ta leta, kjer pač kot otrok to itak doživiš, vsak doživi, ker je taki otroci smo, so. Smo. Ampak ta del, da ti dojamaš, da v bistvu da ni strah tebe kot tebe, ki te ne more biti ničesar strah, ker si pač prisotnost in nič drugega, ampak je teh verzij tebe znotraj sebe straha, ker se bojijo, da se bo spet zgodilo to, kar se je zgodilo. In te hočejo zaščititi in zato se tudi strah vzbuja. In ko začneš ločiti med dejansko strahom, ki je dober zate, preživetveni itd., in strahom, ki je imaginaren, ki je izmišljen, ki je podlaga zgodbic, ki jim ti verjameš, ker ne razumeš, da so samo zgodbice, kle se naredi zelo velik. Kle se je pri meni naredil, po mojem, največji korak, iz vidika tako razvoja, sposobnosti opazovanja lastnega uma, pa zavedanja, da nisem to jaz, da se lahko malo distanciram. Ko želim, da se lahko umaknem od tega in samo opazujem. Ne rabim konstantno nasedati tem zgodbam in nič z njimi, da me peljejo pol v ene in iste občutke. In po drugi strani občutki, ki se v meni naberajo, pa stradajo, ker ne dam pozornosti občutkom, ampak je dam mislim. In je pač, kako je že, sod brez dna. Bolj, kad delaš na tem, da bi rešil misli, več misli ustvarjaš in je paradoks. Z mislimi rešuješ misli, občutek te pa kliče. V bistvu sam jaz rabim, da me začutiš, pa bo pol pač tudi misel šla. Ne ti, zdaj kle rešujem problem. Pust me, da rešim. To je bila ena stvar, ki sem jaz od Mateja z našega podcasta, zdaj bo skoraj že 1 leto nazaj. Odnesel je to, da pač občutki v telesu. Kadar prije neka misel, oziroma če se ti karkoli dogaja, samo občutki. Kaj čutiš, kje čutiš v telesu? In samo čuti in ponavadi ti samo telo, neke spomine,
ne vem, stresne dogodke, traumatične dogodke, ti pripelje vse ven. In poleg tega prije tisto ven, lahko potem malo pogledaš še enkrat, predelaš še enkrat in potem samo spustiš. In, ne kar. Sej kaj se v bistvu zgodi, ko daš ti pozornost na telo? A je lahko pozornost na 2 mestih naenkrat? Torej, ko daš ti na telo, ne more biti kje. V glavi, ja. In to je bistvo tega. Ne? Zato je pač ta njegova, oziroma s to tehniko, ki je tudi meni pomagal, je pač meni je bilo to, ker sem enkrat to osvojil, ker sem enkrat to dojel, pač to je bilo tako nekaj, kar sem sabo nosil v žepu, stari. In vsakič, ki je prišel do nekih teh spet overthinkingov, sam spomnil me je, zbud se, ne? In bod, pet do sebe. In wow, stari, to res deluje, a ne? In veš, pol pač, jaz sem njemu to po moje 1 let, sem skušal, stari, to res deluje. In on je bil tako, ja, v redu je. Zdaj pa to že tako, default, ne? Zdaj pa že default, ja. Kaj pa te je, recimo, pahalno na to pot neke osebnostne rasti, spoznavanja sebe, a je bil kakšen trenutek, kakšen dogodek v življenju, ali je bilo samo ta neka življenjska pot? Tako čisto intuitivno po moje smrti, ja, mislim. Do tiste točke nisem tako gledal na življenje. Pa prvič, ko sem nekako začel se malo spreminjati, je bilo, ko je prababica umrla. No, pozabil. Prišel sem z ene tekme domov, ura je bila 2 zjutraj, mami me je počakala in je rekla, babi Ivi je umrla. Ne? In ja, mi je bilo hudo za njo, ampak bolj kot to, da mi je bilo takrat hudo, da bi pač tako dojemal smrt kot nekaj tazga, kar še nisem do tiste točke doživel na ta način, ne v neki zrelejši dobi. Bolj je bilo to, kar mi je pol začelo odpirati. In se spomnim trenutka, ko sem se usedel na poslo zraven mami in sem se izjokal. In sem tako 20 minut jelil iz mene, zato ker sem bil ful nesramen v tem obdobju do mami. Tako za nalaž sem mi grde stvari delal, probo nekako iz tem po moje neko dominanco pokazati ali nekaj. Ne? A veš, govoril sem mi, da je neumna, govoril sem mi, da nima pojma, skozi sem mi take stvari, provokacije delal, da je ona popizdila in pa sem bil jaz kauno, spet si znorela ali nekaj, a veš. In na neki točki jaz sem pa rekel, mami, jaz bi ti rad sam nekaj povedal in sem se spomnil, na poslu so se usedla in sem mi rekel, jaz ne vem, zakaj sem tak do tebe, ampak res ne vem, zakaj sem tak do tebe. In se je samo usul. Nič nisem povedal s tem, ampak pač dejansko, po moje, da mi je tista smrt od prababi nekaj v meni odprla, da sem začel pač čustva na nek tak način ven dajati, no, in videl malo drugače stvari. Pa ja, fast forward 2020 ali kva je, ja, po moje, da 2020 je pa najprej umrla babica, 3 mesece za njo dedek po isti strani in 3 mesece za dedkom še foter, a ne oče. In ja, tisto obdobje, moraš reči, da je bilo zame obdobje, ki sem pač tako finančno pa poslovno bil najbolj uspešen. To so bili taki bonusi, da se je bliskala. Ne? Sem eno podjetje pripeljal iz 30 jurjev letnega prometa na 17 milijonov. Ne? Facebook ads pa influencer marketing. To je bilo noro. In v tem obdobju se je meni to začelo dogajati. Ne? In me je začelo lomiti. Spomnim, da ja, na začetku itak alkohola, ne, kva pa boš, to mi je bilo poznano, ne. To sem bil sposoben flašo Hennessyja, takrat sam spit, pa bi šlo voziti po moje. Tok sem bil pač, nisem pač čutil nič. Tok sem bil po moje odtojen od vsega, ne. To je bilo še pri babici, ja, pa pol pri detku isto pač, ne. Ko se je pa to s fotrom dogajalo, je bilo pa malo drugače, zato ker je mami je rekla, da je bolan, a ne, in sem bil tako, ok, v redu. In pol v bistvu je šel on na pregled v bolnico, a ne, in me je mami klicala, no pozabil tega klica, me je klicala in rekla, ne bo v redu, a ne, in se začela jokati, a ne, in sem bil tako, kaj pa je, a ne. In je rekla, pač 14 dni ima, a ne, ja, in pol v bistvu iz tega ven. Kle sem pa, ne vem, kaj da je neki noter me mal po drugi poti vodila, ne. Nisem sploh pomislil, da alkohol, da bi mi lahko pomagal, ampak sem bil tako, kaj pa, če sam pač smo s tem, ne? Če pač tako je. Sem se veliko takrat z mami pogovarjal, veliko sem na sprehod hodila, veliko sem meditiral, veliko sem dihalnih vaj delal zraven njega. In na eni točki sem si rekel, tako 100% jasno je bilo v meni, da ne bom pogledal stran, ne?
da bom tukaj zraven in da bom dajal ljubezen. Jaz sem se šele čez to izkušnjo naučil, kaj je ljubezen res pomeni. A veš, ker človek, ki ga imaš ti najrajši na svetu, odhaja in ti njemu govoriš vice, brišeš čelo, sam si zraven, objemaš. In točno veš, da zaradi tega ne bo nič del vstov ali pa veš, vstov nasploh. In si čisto ok s tem. To je pa meni takrat pokazal neko tako moč v meni, ki jo prej nisem bil sposoben videti, ker sem bil pač čist preobremenjen z lastnim egom. Klepati sem se po moje prvič dotaknil tega bistva od zadaj. Kle sem v tem obdobju tudi prebral od Eckhart Tolleja 2 knjige, pa Michael Singerja Untethered Soul, Pot onkraj duše ali kako je, nekaj tazga. In kle vidim 4 agreements, da imaš 4 dogovori. Ta je bila tudi takrat v tem obdobju. In izkleven, kar naenkrat je neka nova jasnina ratvala. Sem bil tako, ok, v redu, se pravi, jaz sem zdaj v obdobju, kjer dejansko te stvari, ki jih berem, imajo ful smisla. Če bi jaz to bral 5 let nazaj, bi gledal, kaj ste vi talibani stari, poleteli boste po turško v nebo ali kaj. Tudi mami, moja mami je v jogi bila 20 let že prej. In njej je bilo to že jasno, ona je to že odpirala, ampak ona to meni ni mogla približati. Zakaj? Ker sem jaz njo videl kot, kdo si ti. Ja, nisi bil pripravljen na prvi strani. Po moje. No in kle pa pol, potem, jaz se spomnim pogreba, jaz sem bil na pogrebu, kada sem odlepljen od sebe in da vse tiste ljudi, ki so bili tam s sabo, nesem. In da vsem sam sporočam, kaj z vami, vse je v redu, vse to je vse del življenja. Ni mi bilo jasno, iz kje mi ta perspektiva. In veš, ker sem delil to perspektivo z ljudmi, so mi rekli, dej, pusti si jokata, pusti si žalovati, ne delati maske. In sem bil tako pismo, delam masko. Ampak meni se sem že v njih zadnjih 14 dni njegovih ful razpucil. In kaj je on odšel, kamorkoli že, ta fizična verzija njega, sem jaz imel občutek, da mora biti še nek kle. In sem to začel pol bolj raziskovati. In sem dojel, da če želim, ga lahko vsakeč vidim v ogledalu. Če želim, ga lahko vsak dan začutim. Če želim, če v to verjamem. Ne bom pa imel fizične prisotnosti njegove. To je pa nekaj, kar moram spustiti. Navezanost na to. In kombinacija tega, pa pogovorov z mami, pa pol nadaljnega dela, tako mi je sam eno večjo resnico dajala, čez dalje večjo resnico o sebi. In iz tega ven sem pol nekako začel tudi drugačne stvari gledati, pustil službo, se odpovedal lastništvu v agenciji, kada ne bi mogel več si legati. A veš, kaj mislim? To, ki je bil močen, nek občutek, nek notranji kompas se je takrat naredil, da sem bil tako pač, ne gre več, ne morem. Pa se spomnim, še sem bil enkrat pri best friendu, pol leta zatem, kaj je fotor umrl. Pa sem bil čisto ok, tako psihično pa to. Ampak se spomnim, sem pojedel osmino kukija, po moje, s THC-om, čistko zaprobat. Pojem in sem šel narediti dihalne vaje, malo meditirati in potem sem šel na WC, sem si splahnil obraz in sem se pogledal v špegu in sem samo zgubil pač feeling za čas. In sem se ustrašil, napolno sem se ustrašil. In panični napad in 2 dni trajal. Wow. V pisarno sem prišel, sem se zaprl tam v eno sobo, sem dihalne vaje delal, da sem se scentriral. Volanka sem držal, sem bil tako, sem jaz zdaj kle ali me ni več kle. Tako da ta obdobje je bil crazy, ampak je bilo povezan pa z službo. A veš, mislim, jaz sem delal stvari, ki noter neki z mene ni več mogel. Ni več mogel, kričali je pa pejdi naprej, stari, a veš, pejdi naprej. Vse informacije ti dajemo, da greš naprej, ti pa še kar ustrajaš, pa dej spušči to trmo. No in pa sem šel naprej, pa novo obdobje. Tako da zdaj, ko sem kle, pa pogledam nazaj, stari moj, koliko se je meni zgodil, sem tako, sam vesel sem, da sem pač sprejemal te lekcije in da se nisem opiral spremembi in da sem šel z njo, ker drugač bi me po moje pač pobrali še prej ka fotra. Ni druge. Tako da evo ti. Long story short. Fuck. Koliko te lahko smrt nauči? Pač nerealno. Samo tega, mislim, nobenemu ne preželiš, ampak lahko pa res dosti dobiš ven z tega. Isto mi je razlagala Tjaša Perper Klavora na podcastu. Ona tudi, ko je umrl dedek, Nono,
tudi ful navezana na njega vse, umrl in kar naenkrat shift v glavi in začela raziskovati, analizirati svoje življenje, pustila službo, pustila partnerja, s katerim je imela 2 super otroka, vse na novo, vse reset. Ker v bistvu ti neko perspektivo ti spremeni in začneš drugače gledati na... Ja, roza očala ti sname. Veš, ti ne razumeš bolečine do te točke, po moje, take. To ti jo pa odpre. In to ni nič slabega. Ne? To je zelo dobro. Je neprijetno, ampak ne rab se noben tega bat. Niti lastne smrti, niti smrti od drugih ljudi. Tako jaz verjamem. Zato, ker če se tega bojiš, pol se bojiš življenja. In bojimo se pa življenja zato, ker mislimo, da smo neki, kar v resnici nismo. To je to, a ne? In je iluzija, da se bojimo, da bomo zginili, ko umremo, ne vemo pa točno, kaj sploh zdajle delamo kle. A ne? A pa da ne boš naredil tega, kar si želiš narediti, da ti zmanjka časa, po mojem tudi to je, ne? A pa kako bojo naši najbližji brez nas, po mojem tu je ta strah od zadaj, ne? Je, ampak če dosti dolg časa preživiš sam sabo, pa opazuješ te misli, pač ugotoviš, da je iluzija. A ne? In ja, v redu. Tudi ta občutek, ko nekoga pogrešaš, a pa ti je hudo, realen je, ampak občutek je realen, ne misli, ki pridejo zraven. A ne? A veš, life goes on. A ne? Kakorkoli obrneš. Navadiš se živeti brez. Veš. Še en težek obdobje je bil, ko je Ana imela, žena moja, 2 kužka. Ko sva se mi da spoznala in to sta bila tudi moja 2 kužka. Ne. Veš, Kuki pa Pipa. In ko je Kuki umrl, ne, Kuki je bil njen, to je bilo taka ljubezen, da ti ne znam povedati. To je spal v postelji, teda, ni da ni. Ne. Sem jaz, meni ni bilo, jaz sem bil okej, ker sem že dal te smrti čez, pa mislim, mi je bilo poznano. Ampak gledati Ano, kako trpi, mi pa ni bilo prijetno. A ne? Mislim, je bilo pa spet neka nova oblika bolečine. A ne? Gledati svojega bližnjega, ker točno veš, koliko mu je hudo. Edino, kar je pomagalo, je to, da sem pač joko z njo. In da sem sedel zraven in da sem samo bil sem prisoten, samo to sem si rekel. Nič nisem govoril, kao vse bo v redu ali pa ne. Klesem. Samo klesem. A ne? In se mi zdi, da ja, je to tudi neka taka stvar, ki te jo trpljenje pa smrt naučita. No? Kaj zares pomeni biti prisoten? Ker kakor ti začneš govoriti pa probati nekomu, a ne, rešvati, ni to, a ne. Sam bod prisoten, sam bod zraven, lahko je tišini. Držati prostor, a ne. Sej, glede na to, s čim tudi ti tukaj, oziroma tematika, ki tebe tukaj zanima. Ti je po moje ta koncept zelo jasen, a ne. Kaj pomeni gostu, recimo, tudi držati prostor, pa pustiti, a ne, da se zgodi, kar se more. Ja. To pa, jaz sem se tudi naučil, da takih trenutkih boš ne dajati na svetu, razen če te kdo vpraša za nasvet. Ko si je omenil zdaj, samo bodi, samo pač drži prostor in ne stoji, ker saj jaz sem imel tu misel, prva stvar je bila ok, kako lahko jaz pomagam osebi zraven mene, ponavadi preko nasvetov, ja, pravi naredi to. Ne, stari, dej. Pač samo bodi tam, drži prostor, ne. Posluši, čuti. Ja. To se vsak po svoje nauči, ne. Vsak se po svoje nauči, ampak če daš fokus na se v teh situacijah, ne na unga, ki trpi, ki itak ne moreš vedeti, koliko trpi, ker se to njemu dogaja, ne. Tudi zase nekaj dobrega narediš, no. In ja, ti pomaga iti skozi to in spoznavati tudi te delčke življenja, ki niso najbolj prijetni, a ne. Prej si omenil, dosti si omenil svojo mamo, pa me zanima, malo si že opisal vaš odnos, kako se je spremenil, pa me zanima zdaj, kakšen odnos imata. Pa kako recimo vidiš, zakaj je prišlo do tega obdobja, ki si prej, da si bil jezen na mamo, mogoče je bil kakšen njegov odzadaj in tako naprej. Ker dosti ljudi se mi zdi, da imajo mamo tak težaven oziroma ne njih najboljši odnos do svojih staršev, predvsem do mame, se mi zdi. Pa me zanima, kako se je pri tebi to spremenilo, pa kaj ti je pomagalo, da se je izboljšal ta odnos?
Ja, mislim, moja mami, moja sorodna duša, res pač to je taka ljubezen, ki ti jaz ne znam opisati, res sploh iz njene strani, ki jo čutim. Mislim, da tudi ona iz moje strani, no, ampak to je taka mera spoštovanja, sprejemanja teh delčkov drugega, ki ti grejo na živce, ki jih, podpora. Ne vem, se mi zdi, da najbolj naju je zbližalo to, da sva drugmu jasno dala vedeti, koliko se spoštujeva. A ne? Da ni tukaj odnos nekdo več, nekdo manj, ampak da je to odnos, ki je enakovreden in da sva drugmu pomagala priti do te stopne. Noben ni bolj zaslužen za to, noben ni manj zaslužen za to, enakovrednost. Da sva pripravljena drug za drugega narediti vse, brez kakršne koli potrebe, da bi bil zdaj do drug kaj dolžen. A veš, kaj mislim? Ta brezpogojna. Čist brezpogojna. To. Agape. Čisto. A ne? Unje obdobje, ki nama ni šlo to od rok, pač nisva znala, niti ona, niti jaz. Nisva razumela, kaj se dogaja. Zdaj, ki pogledam nazaj, pač ja. Ona mi je dovolila, da to delam, ni mi postavila mej, ker jih ni znala. Jaz pa sem izkoriščil to in sem se na tem filu, ne samo na njej, tudi na drugih, tudi na sestrični, pa tako, sem znal biti zelo žleht. Po moje sem to delal zato, da sem preusmeril pozornost na nekoga drugega. Ne vem. Pitaj Boga, se vseeno. Ja, veze. Ampak, jaz sem sam vesel, da ali če jaz umrem, ali če moja mami umre, danes, jutri, kakorkoli, jaz vem, da večje ljubezni ne bi mogel razviti in da, če je bila to najina pot, vse bo še trajala, ampak če je bila to najina pot, sem zelo hvaležen za njo in da sem lahko človeka, mojo mami, spoznal do te mere, jo videl kot to, kar je, jo povabil na podcast, z njo epizodo naredil, da bojo to vnuki lahko gledali naprej, prav vnuki, karkoli, kar nas ne več. Da bojo videli, kdo je bila babi. To se mi zdi, da pismo. To bi vsakmu prvoščil, veš. Ali je mama, ali je oče, da prideš čez to, no, z neko jasno namero, da najdeš to ljubezen. No. Se mi zdi, da je vseh skrita, ampak moraš dati pa priložnost, pa čas. Pa namen, da bi si to dejansko želel, ne? Pa razbiti une stvari. Plus, ja, pri starših prerezati popkovino, ne? Se mi zdi, da to je pa nekaj, kjer je pa žena moja veliko pripomogla. A ne? Ker meni je po moje, da tam do 22, 23, ki sem jaz doma živel, je pač, jaz nisem rabo prati, jaz nisem rabo pomivati nič, stari. Dan sem prišel, je bilo za jesti na mizi, veš, moja mama je bila zelo skrbna, ne? Ona je zame pa za fotra vse naredila, ne? Poskrbela doma pa to. No, pa sem pa jaz z Ano začel živeti, je bilo pa vse drugače. Ona pa zelo stroga, njena mama tudi zelo stroga, ne, jih je zelo lepo vzgojila v take samostojne punce, njo pa njena sestra. Ampak ja, kar naenkrat sem mogel jaz pospravljati za sabo, pobivati za sabo, veš, čist drug koncept je bil, ne, in ja, se mi zdi, da tam je tudi pač mami spustila to, da more zame skrbeti, ne. In po še, kaj oče umrl, a ne, je dojela, da tudi za njega ne rabi več skrbeti. In je imela neko obdobje, to mi je večkrat rekla, da je kar mislila, da mora iti domov, da se je kar domov mudil. In se je vprašala pač za koga, ne? Se ni nobenega več tam, pač, zakaj rabimo, ne? Ampak je bil toliko močen ta ugajalec, rešitelj, ne vem, kako bi rekel, Ja, pa samo vzorc, tako močen od celega življenja. Ja, definitivno se mi zdi. Ona je že zelo mlada skrbela za svojo babi ali prababi, za svojo prababi,
ki je imela sladkorno, je pomagala, pa ne vem kaj vse, ki je bila na vozičku. Kot 13-letna punca je ona že z njo skrbela. Ne? In pol tudi zelo hitro ratala samostojna. In ja, ta skrb za druge je bilo konstantno v njenem življenju, kar je zelo lepo. Ampak ne pa do te mere, a veš, da ti misliš, da si za to narejen. Ne vem, težko je povedati. O tem se z mami večkrat pogovarjajo. No? Ampak kakor zdaj ona zase, vase investira, pa potovanja, pa seminari, pa webinari itd. Da mi je zelo lepo videti. No? Tudi tako, kako sprejema odločitve, kako je, to je noro spoštovanje za njo. No? Kaj pa recimo verjetno v tem obdobju, tudi preko podcasta pa svojih lastnih izkušenj si pridobil veliko znanja, kako izboljšati odnos starš-otrok. Kaj recimo bi priporočil, svetoval poslušalcem, a pa nam recimo, a pa vsem, ki nimajo lih najboljšega odnosa do staršev, a pa recimo si želijo izboljšati ta odnos, kaj se lahko naredi na temu. Ker se mi zdi tu, ko si omenil, to je ena najlepših stvari, ki jih imaš, lahko ta brezpogojna ljubezen, podpora, starš, otrok in kontra oboje v obe smeri, ampak včasih je pa težko. Mislim, ni enostavno, ne? Če si v nekem takem situaciji, kjer nimaš tega. Čist preprosto bi človeka vprašal, zakaj misli, da je vredno izboljšati odnos. Ker če sam ne vidi smisla v tem, pol pač ni kaj za izboljšati. Ne izboljšati odnosa, samo zato, da boš imel dober odnos, pač fuck that. Mislim vsenje. Ti moraš sam jasno vedeti, kaj je namen tega. In slej, ko prej prideš do tega, da bi se rad počutil pomirjena, ne? Ali pa, ne vem, nekaj tazga. Da bi rad čutil mir ob temu človeku. In pol hitro vidiš, kje so zamere, hitro vidiš, kaj treba razjasniti in ja, pa brutalna iskrenost. Zdaj pa ljudje smo si različni. Od enega fotar je lahko bil trpinčen kot mlad. In ti zdaj od njega pričakuješ ranljivost, ki mu boš ti govoriti te svoje neprijetne občutke. Ta pa že cel life drži to vse. Pa, veš, malo bolj probati razumeti. Več se pogovarjati z njimi, probati odpreti, dati čas. Ampak kar vsak lahko naredi, je pa da sam sebe vpraša, zakaj bi rad ta odnos izboljšal. A res čutim, da bi rad ta odnos izboljšal? Ker niso vsi, po moje, odnosi starš pa otrok namenjeni, da so lepi. Eni morajo biti pač tudi grdi, da se nekdo nekaj nauči. Nekdo ima tako pot. Kaj jaz vem? Iskreno pa mislim, da se vsak odnos da zboljšati. Dva sta v odnosu, če oba naredita delo na sebi, ne na drugmu, se bo odnos sam od sebe popravil. Ker ponovadi je razlog za slabe odnose nezadovoljstvo samim sabo. Oziroma, da mislimo, da nam nekaj manjka, kar nam ta človek ne daje, ampak v resnici ne gre česa. Ne? Ti si ne daješ sam. Ta človek ti samo gledalo nastavlja. Sam hvala mu lahko rečeš. In ja, posledica dobre komunikacije pa dela na sebi je pač razrešitev nekega tazga odnosa, po moje. Plus jasnost. In tako prideš do tega dela na sebi, do jasnosti, zakaj bi rad odnos izboljšal. Kaj je tisto, kar misliš, da ti manjka. In zakaj misliš, da ti to lahko ta človek da. Ne? In istočasno, kar se mi zdi pa ekstremno pomembno, sploh v partnerskem odnosu recimo, je pa to, da drugemu dajemo vedeti, da nismo odgovorni za to, kako se drug počuti. Hiter, ko ti toliko časa preživiš z nekom, nekdo drug prelaga na te krivde, da se ne počuti dobro. In to je zelo nezrelo in če drug ni dovolj zavesten, da to opazi, to bo sam tak konflikt rato, da glava boli. Ne? Ker kako bom jaz poskrbel za to, da se ti dobro počutiš? A veš? Ja, mogoče, ampak če ti se moraš dobro počutiti, ti moraš poskrbeti. To je tvoja odgovornost, tvoje počutje. Lahko se pa pogovoriva, ampak zavedanje, da je to opolnomočenje človeka in to v vsakem odnosu velja. Ne? Da je človeku možnost, da sam reši zadevo. Ti meni zdaj daješ odgovornost, da jaz tebe rešujem konstantno. A veš? In ni rešitve, dolgoročno je ni, v takem primeru. Pa pogleda tudi v sebe, zakaj želiš rešiti osebo. Ker spet verjetno je nekaj povezano z vzorci, ali z otroštva, ali z kjerkoli. Ja. Vse ni važno. Važno je, da ti usmeriš pozornost vase in raziščeš sebe. Ne gledati, kako boš drugega spremenil.
Počist svoje sranje, vsega imaš dosti. Se imamo vsi. Nič bat. Sam pogledati, kaj je težko, ne? Zato pa gledamo druge. Kaj enkrat se odločiš, da si ne boš več lagal, pol pač greš gledati v to. In to vse sprejmeš pač. Vse, kar se ti je zgodilo, vse, kar si naredil, točno kle si zdaj z razlogom in lahko si sam hvaležen takrat, ko si sposoben si naliti čistega vina, ne? A veš, pa priznati. Svoji ženi lahko povem 10 stvari iz glave, ker vem, da pač nisem vrhunski partner, ne? Pa lahko povem tudi 10, kjer sem. To je moje mnenje, ne? Kako ona to dojema, je pa na podlagi tega, kaj ona ustvarja s svojimi pričakovanji, da bi to mogli biti. In kontra isto. Zakaj bi se midva zdaj s tem ukvarjala? Če se lahko pač ukvarjava s tem, da odpiraš drug drugmu resnico, odpiraš drug drugmu prostor za to, da pove, kaj ga mota. Ne? Ampak to je konkretno delo. Ne? To, pa če si osebne izkušnje govorim, konstantno delo. Bolj, kaj ti drugmu dopuščaš, da je to, kar je, bolj zgubljaš tisto, kar ti je poznano. A ne? A veš, kaj mislim? In zraven imeti pa še to ljubezen, ki je zadnji, da pa ti želiš človeku dobro in da si želiš še zmeri, da ta človek ne ostane od zadnji, ki ti rasteš, ali pa da te ne prehiti, ko on raste. To je pa pol tisto, kar je po moje ta pravo partnerstvo. Ne? Tako, zavedanje, da sva skupaj v temu in da ne glede na to, koliko je težko, se sam zavedava, da je en v procesu nekega preboja in ko te drug začne to jemati osebno, rata konflikt. Če pa te drug podpira tega prvega, da naredi ta preboj, kar je najtežji del, kad ti nekdo serje po glavi, da si ti še zmeri supportive, to je pa kle znanost skrita noter, mislim znanost. Kle je tisto, kjer po moje unim, ki so na stara leta skupaj, a veš, kaj vidiš te stare pare, ki so pač najbolj cute na svetu. Oni so to bili sposobni narediti. Sposobni so bili iti čez te težje obdobja. Iluzija je pa misliti, da nekdo teh obdobij nima. Čeprav na Instagramu tako zgleda. Vse rostce in lepo in potovanja in nobenih konfliktov. Nikle od zadnji je delo stari, kle od zadnji je delo, veliko delo. Sploh, ko imaš enkrat otroke, mislim, starši bojo to vedeli. Tisti je šele. Kaj ti pa, a veš? Otroci ti odpirajo rano, ne? Mislim, dojemati začneš, da dejansko fora ni v času kot urah, ampak v pozornosti, ki jo lahko nameniš. In pozornost ni tako, mamijo, dokler imam odprte oči. Ne, stari. Ne moreš jo več fucking dati. Takrat daš lahko sam še sepa. Ne? In to je to, kar sva otvorila po moje tale pogovor. Prvo za sebe, prvo poskrbeti za sebe in potem dajati naprej. Ne? Zdaj si malo omenil to osebnostno rast, delo na sebi. Kako vidiš recimo to sfero, ker pač vsi imamo full bullshita, ki ga moramo čistiti, ampak zelo hitro se lahko zgodi, da padeš v neko to stanje, kjer vidiš veš ta bullshit in delaš samo na tistmu in hkrati potem pozabiš živeti, pa recimo si imaš to prepričanje, mnenje, da ne boš zares pravi ti, če ne počistiš vsega tega. A veš, kaj čem povedati. In se lahko ujameš v to pas, da stalno delaš na sebi, pa pozabiš potem živeti, pa odnosi ti začnejo propadati in tako naprej. Zlih zanj sem nek prebral ta koncept, da veliko ljudi zato, ker to govori o lastnih problemih konstantno, te probleme samo povečuje. In kle je isti koncept, ne delo na sebi. Zakaj delaš na sebi? Kaj iščeš s tem? Veš, sam delati na sebi, brez da ti veš, kaj je končen produkt tega dela na sebi. Ali je delo na sebi samo po sebi? To, kar želiš delati. Kar je cool. Ampak zavedi se namena, ki je od zadaj. Spet vprašanje, zakaj? Pri meni je preprosto. Jaz želim delati na sebi zato, da sem si sposoben kako bi to rekel? Da sem sposoben skozi življenjske situacije iti pomirjen. Da bo vse ok. Torej, čim več stvari delati s čim manj strahu. Pač vsi ga imamo. Meni je tega toliko nakopičenega bilo strahu, pa sem ga že veliko razgradil. Z raznimi načini.
Ampak še zmeraj pač je in vem, da delam na tema, ne? Pa je lahko iluzija, veš, lahko da nikoli ne bom čisto 100% to naredil. Vem pa, da je dobro zame, vem, da je konstruktivno, ne? Ni destruktivno. Ne. Če bi se pa jaz zaradi tega ful obremenjeval, da tega še nimam, pa lahko rata destruktivno. Ne? Veš, in eni ljudje se mi zdi, da svašta delajo stari, zato ker jih je strah, ali smrti, ali bolezni, ali neuspeha, ne, itd. Ja. Drugače imaš učbenik življenja od Martin Kojca, poznaš? Sem že Stari. slišal za to knjigo. Jo, če pa to vedem, bi ti jo prinesel. Meni jo je Kosi dal v roko, sem jo prebral in zdaj boš zdaj videl na Instagramu par objav okoli tega, ker mi je ful mi je odprla, veš, in tam noter govorili to, ne? Da če ti sileš po nečem, ne? Je tvoje prepričanje, da tega nimaš. Da se moraš boriti za to, da boš to imel. Medtem, ko je kontra temu, pa prepričanje, da vse že imaš, kar nič ni od tebe odtojeno, ne? Samo pač prišla bo priložnost, ko boš to spoznal, dobil itd. Recimo isto je z uspehom finančnim ali pa poslovnim uspehom. Ne? Veš, koliko se ljudje matrajo, da bi ga imela, ne? Pa ga pa dobijo. Pa ugotovijo, da pač jim čist nič ne pomena. Ne? Medtem, ko po drugi strani, če bi ti si mal zmislil film v glavi, pa rekel, ok, jaz to bom dubil, ker mi je pač namenjeno. Vem, če je kle noter, pol pač je mogoče. Ne? In zdaj do tega jaz pridem. Kakšna bi si želel, da je pot? A bi želel, da je to pot, kjer se jaz matram, kjer se raztrgam, ali bi želel, da je to pot, kjer jaz lahkotno pač sem pozoren na vse lepega, kar mi življenje po tej poti lahko da in kar naenkrat pogledam zraven sebe in vse to imam, kar sem si želel. Hodo, ne? Tako da ja, verjamem, da pač, če tega režiserja odkleneš prijatelju komorkoli, da gre sam za sekundo kreirati svojo pot. Sploh takrat, ki je v težkem obdobju. Ga vprašaš, a če bi ti zdaj film gledal, pa bi bil ti glavni junak, a bi raj gledal film, kjer so vzponi pa padci, ali bi raj gledal film, kjer mu enemu vse rata in je filma takoj konc? Ja, vsi rečejo, pač ne, itak vzponi pa padci, valjda. No, pač, zdaj si kle, živiš to, in ja, pejti čez to. To sem zadnjič eni punci rekel na enemu, nekaj sem bil govorc in je bila ful hvaležna za to, no. Pa sem bil tako, da se ima res nek dober point očitno to, Ker je bila točno v neki težki situaciji in ko sem mi to povedal, je bila tako, kjera sem jaz carka, Pač, če bi bila jaz glavna igralka v tem filmu, jaz bi imela svoj poster na steni, Sem bil tako, ja, to je odnos s sabo, Tako se moraš videti, veš. Malo se distancirati od tega, hrupa vsega in videti, tako pizdaj, to pa je glavna igralka, ta prava, Tako da ja. To se distancirati, ja, pa pogledati za nazaj, vsaj to meni pomaga, da pogledam nazaj v svojem življenju in vidim, v najtežjih obdobjih je zmeraj prišlo potem neko darilo od zadaj. In če to potem preslikam na sedanjost, pa na prihodnost, ok, zdaj sem mogoče v takem jebenem obdobju, ampak vem, da bo od tega prej slej konc in na drugi strani tega bo nekaj prišlo, nekaj, kar mi bo dalo. In to ti da potem neko pomirjenost, jako si rekel, pač pomirjenost, da greš lažje čez te situacije. Samo tega se pa moraš takrat ozavestiti, ker pa zelo težko ta negativna mentalna stanja, čustvena stanja, jih je težko snap outovit, ko rečejo v angleščini. Ja, ker verjameš temu. In včasih celo en del izmed nas verjamem, da imamo vsi, ki je rad žrtev, in klej noter je on največje žrtev lahko in uživa v tem, In je, ja, ampak to je ponavadi pogojeno z nereguliranim živčnim sistemom, Torej, znotraj se skriva odgovor, ne kle noter, oziroma zunaj v tem umskem svetu, kakorkoli. Jaz mislim, da takrat, ko se ti to začne dogajati, ne misli, da boš z mislimi lahko, snap outovit. Snap outovit je to, da ti daš pozornost na dihanje, da greš, ne vem, nekaj narediti, na sprehod v naravo, nekaj narediti. Ali pa pač bod s tem, pa opazuj, prav, sam pač ja. To je easy way, to je žrtev. Kolikrat se meni to zgodi pač. Pač ja, in pol se zbudim in sem tako. Ok, spet. Okay, ja, nikaj, nisem še tam pač. Priznati si moraš, da si pač v določenih zadevah še vedno nesposoben in to je ok, A veš. To je ta human condition, nekaj spoznaš, nekaj se naučiš, na to pozabiš
In potem prije nekako preko življenjskih situacij spet do tega in se spet spomniš, tu je bilo takrat tisto, se ponavlja, ne, in zmeraj znova ponavljaš. In se mi zdi manjši, krajši, ko je ta cikl do tega, ok, si pozabil na to in se ponovno spomniš na to, bolj rasteš. Bravo. Večja je tvoja sposobnost prisotnosti v bistvu. Prisotnosti. Biti prisoten. To je to, kar je treba trenirati. Veš, to, kar treniraš, to krepiš. Greš v fitness trenirati, 2 meseca boš treniral, boš žval. Če boš konstantno to treniral. Kaj pa notranji svet, kaj pa notranja stabilnost, kje pa to krepimo. Predstavljaj, da ti to 2 meseca treniraš. To z Geo delava, workshop, direkt to. Krepitev tega. Eno, da na srečanju v živo predstaviš neka nova orodja, jih ljudi naučiš uporabljati, pa bojo pa ljudje sami delali. Od doma, cel teden. In tle se mi zdi, da je tako, ok, v redu, kaj se zgodi, stari, če jaz 7 tednov krepim to? Ja, sigurno bo rezultat, ne more, da ni. Kako? Če si vložil delo v to. Če ti, recimo, tudi primer, če ti 2 leti v službi treniraš stres, pa jamranje čez sodelavce, pa jamranje čez šefa, kaj treniraš ti vseb? Občutek, da si pod stresom, občutek, da si žrtev. In pa bi ljudje radi iz tega preklopili, pa mislili, da se to lahko zgodi takoj. Ne. Ti moraš zdaj natrenirati spet sebe v neki drugega, v neko drugo stanje. Ampak imeti to, kar si prej omenil, prepričanje, da se vse dogaja točno tako, kot se more, da je vse točno tako, kot more biti. To je samo zavedanje, da svobodna volja ne obstaja. Da je to volja prasile, da je to volja vesolja, ki se bo zgodila ne glede na to, kako se boš ti tepu po glavi, sekirujte, da zgodil se bo. Kjer pa imaš ti kontrolo, je pa svobodna izbira. Znotraj svobodne volje. Ne izbirati, kakšna bo volja. Volja je volja. In ta izbira je tudi lahko prepričanje, da vem, da se točno tako dogaja, kar se more. In da imam čist vse možnosti na svetu zdajle, da grem s tem tokom in vidim, kam me bo pelo. Ker vem, da če bom iskren, če bom delal na tem, da se povezujem z, ne vem, svojimi občutki, da se povezujem z tem, kar jaz mislim, da je prav, me bo to pripeljalo na nek nov izziv. In pol bo prišel kar naenkrat ok, zdaj mi je pa jasen. A veš, tako, velikrat hočemo nekaj forsirati, pa nam pol življenje pač samo to da, ker smo pripravljeni na to. Ja. In bi lahko bila škoda za nas, da bi to dobili prej. Ja. Jaz sem se ful videl zdaj v tem, kar si te povedal, ker tudi jaz zmeraj tista kontrola oziroma občutek, zmeraj sem hotel občutek nad kontrolo imeti, se pravi kontrolo v življenju, ok, nekaj sem se zamislil, to bom naredil, in tisti športni mindset gremo z glavo skozi zid. In potem me je zmeraj znova življenje učilo, da najbolj pomembno, vsaj pri meni osebno, je spustiti kontrolo, dati vse od sebe in zapeljalo življenje, kamer ima zapeljati. In se mi zdi, ta treniranje notranjega sveta je ful pomembno in se mi zdi, da ljudem predvsem manjka znanje oziroma razumevanje in praktična orodja. In to recimo vidim tudi v praksi zdaj. Jaz recimo predavam na Ljudski univerzi v Ajdovščini in imamo program od prehrane, gibanja, spanja, stresa in vključujem noter potem vse tudi malo tega notranjega sveta, pa recimo kako se povezuje, ne vem, prebava z mentalnim stanjem, pa recimo kako tehnike sproščanja vplivajo na prebavo in tako naprej in tako naprej. In v bistvu udeleženke so tam večinoma 50 plus, se pravi starejše občanke. In ko gremo skozi ta predavanja, pa zmeraj dobijo potem delovni list za delati in tako. In že parkrat so mi rekle, zanimivo, smo provali to narediti doma, se pravi malo dihanja, prebava se je malo umirila, izboljšala se energija, izboljšalo se počutje. Zakaj se več od tega ne govori? Mislim, oziroma zakaj nas tega ne učijo? Že v šolah, že v službah in tako naprej.
Lepo delo upravljaš, bravo. Ja, hvala. Ful uživam Ja, zdaj. verjamem, Tako da, ti se verjetno se vidi. Tiger med 50-letnicami. Ja, bravo, bravo. Ja, tako da, v bistvu je tako sestavljen program, da je pač za starejše občane, občanke in v celi skupini imamo enega moškega in ostalo vse ženske, tam 45 plus, 55 plus in upokojenke. Tako da, jaz pa tam 30 let pa predavamo naprej. Ampak tako, hotel sem povedati, da ta notranji notranji svet, ne, učiti orodja, tako kar delate z Geo, ne, se pravi, dajati orodja ljudem, da si lahko potem pomagajo izboljšati življenje, ne, koliko je to pomembno. Ne. Zakaj pa tebe v to kliče? Kdaj si začel ukvarjati s tem? V bistvu, jaz sem bil prej športnik, ko sva klepetala in v bistvu na neki točki, tam v začetku 20-ih me je pa fizično skurlo. Je prišlo do izgorelosti oziroma taka izčrpanost, šleš izgorelost in takrat me je pohnalo na to pot. Pač predtem sem se začel že zanimati za prehrano, ker sem imel težave z počutjem, prebavo in to, tako da tisto me je že takrat zanimalo in pole je prišlo do točke, ker se mi je telo prav zrušilo in tako pole, ker se telo zruši, se tudi mentala zruši, tesnoba, depresija in tako naprej. Pole takrat sem pustil šport, pustil sem odbojku in takrat se je začela potem pot osebnostnega dela oziroma dela na sebi. Ne. In pole skozi terapije, predavanja, delavnice, psihodelike, sem začel raziskovati, kaj so bili tisti gonilne sile znotraj mene, ki so me silile v pretiravanje, v pritiske, ki so me potem pripeljale do izgorelosti. Ko v bistvu tisto je bila samo posledica, ne? Ker v bistvu znotraj sebe sem imel te ful močne pritiske, da se moram dokazovati, da moram hoditi čez svoje telo, več premalo spanja, preveč kofeina, slaba hrana. Ne? In potem tam se je začelo razbijati počasi, ne? Ti vzorci, prepričanja iz preteklosti. In v bistvu zdaj, ko sem nabral pa toliko znanja, mi je pa ful veliko poslanstvo tu predajati naprej. Ne? Sploh ljudem, ki mogoče nimajo še znanja tega, pa bi želeli nekaj narediti, pa ne vejo točno kaj, da jim daš neka orodja, da si lahko izboljšajo svoje življenje in pole ven z tega vidiš, ker naredijo neko spremembo. Koliko zadovoljstva dobiš v tega. Kaj je bil prvi korak, ki si ga naredil? Torej, v 20-ih začel se je ti to dogajati, kar si zdaj opisoval. Kaj je bil prvi korak, ki si ga takrat naredil, pa če bi še zdaj lahko nazaj, kaj bi zdaj naredil, če se nekdo najde v tej zgodbi? V bistvu prva napaka, ko sem takrat naredil, to se mi je zgodilo sred sezone in zaradi svojih lastnih pritiskov, pričakovanj, ki sem jih imel, nisem prekinil fizično. Jaz sem vztrajal do konca sezone in mislim, da sem poslabšal stvari. Tako da v bistvu sem počakal do konca sezone, da sem potem naredil spremembo. Oziroma se sem malo že prilagajal stvari, da sem malo prišel k sebi, ampak nisem zares nič rešil do konca sezone. In v tistem cajtu potem itak sem dal telo še čez več stresa, ker ne bi bilo treba. Tako da v bistvu, če bi šel še enkrat takrat nazaj, bi rekel, ok, skomuniciri to v klubu, končaj zadeve in da se posveti regeneraciji in reševanju že takrat. Ker v bistvu sem začel to odlagati, lik zaradi tega, ker nisem hotel pustiti kluba, ker pač bil sem kapetan, bil sem glavni podajač, bil sem še takrat igral za reč največ izkušnjami, tako da je dosti bilo na meni. Ne. Pa malo sem se hotel dokazati prejšnjemu klubu, ker so me poslali proč in tako naprej. Ne. In lik zaradi tega si nisem dovolil in sem še vedno hodil čez telo. Tako da, če bi šel takrat nazaj, bi rekel, ok, tu se ti dogaja, sprejmi to, skomuniciri to, pa zrihti to. In v bistvu potem sem pa počasi začel delati na sebi in stvar, ki mi je najbolj pomagala, je, da sem začel s terapijami in v bistvu je bila terapija bolj duhovne narave, energetske narave. In takrat sem jo oprl svet. Pač do takrat sem bil prav materialist, pač kar čutim, kar vidim, to je to, prav ta športni mindset. In potem takrat se mi je začelo odpirati obzorje. Hudo. A si kdaj razmišljal, da bi se vrnil v šport kot mindset coach ali pa športni psiholog oziroma kaj tasga? Sem, ampak se ne čutim toliko povezan s športom. Reč, tako bolj splošna populacija. Okay, ja. Dobro. Ja. Tako da to je bila ta moja pot. Jaz imam eno tako mini vizijo, da bi si želel delati tako z vrhunskimi športniki. Sam za ta, sploh slovenskimi, a ne? Se mi zdi, da ni tega pri nas.
Ni dosti, ne. Jaz edino na Flowsu, zdaj v Trakoščanu, sem preko Urbana spoznal Tara Hughes. V bistvu ona je športna psihoterapeutka, psihologinja in dela z kanadskimi skakalkami. In v bistvu dela na tem mindsetu plus za podzavest. Ja, Tako hodo. da te lahko povežem, pokonektam. Ona je taka ful dobra. Slovenka in dela z kanadsko reprezentanco. A si jo že imel na podcastu? Ne, planiram pa, da bi imel, ker smo zdaj tako zelo zanimiva tematika. Pismo, Tako da mogoče tudi za tebe zanimivo. Ja, Te da lahko me boš povežem. povezal. Ja. Se jaz pa rabam sam slikco videti, pa mi je jasen. Nekaj mi da Res? vedeti. Ja. Ja, pa Ta mi ni sploh, intuicija. ja, pa mi ni sploh, ali je nekdo dober ali slab ali karkoli, ampak čist tako, a je ta prav čas ali ni, ne vem, pač to mi je jasno. Res mi je jasno. Tako, mislim, še bolj bi bilo, če bi človeka lahko v živo videl, a ne tako, ker recimo danes, ker sem tebe videl, takoj sem nekaj začutil, ki je bilo pač tako ok, tako fule nevarnosti. Tako, Okej, thanks. fule nevarnosti. Ja, pa se ne, da bi se počutil karkoli ogroženega drugače, ampak to je bilo to. Klej sem se prepeljal, prvo sem videl tega snemalca, sem itak tako vedel, da je snemalec. Sorry, kako ti že ime? Nik. Prvo sem Nika videl, sem rekel, Ani, zihar je snemalec. Pa mi je že pomahal, ker sem rekel, evo, itak, da je. In po, ker sem tebe videl, sem bil tako ok, ja, good place. Ja, Thanks. ja. Thanks. Čistko. A se dosti posvečaš tej intuiciji za izbiro gostov, pa za neke projekte v življenju? Ja, pismo, zdaj pa res Balkane, sam to. No. Samo to. Balkane, sam to, pa spodbujanje moje ekipe, da tudi oni so pozorni. Pa da sam povejo, veš, koliko je Darja najdla. Darja je community managerka naša, pa evente organizira, pa podcast organizira te z gosti in teda komunikacijo. Školiko je ona najdla enih gostov, ki so bili pri meni stari, pač jaz pa nisem vedel, da obstajajo. Tako ful ljudi ni vedel, da obstajajo. Recimo gospodična Medična, ki se ukvarja z kaj že, epimetoda ali kaj je, kako se reče, ne vem točno. V glavnem z medom, čebelarstvom in vsemi temi zadevami. Škašne stvari je ona mene naučila na epizodi. Res sem bil tako, pa to je crazy, kaj vse ona dela. In ja, je bila ful hvaležna tudi za to. Ne vem. Se mi zdi, da če zaupaš res te svoje intuiciji, a res lahko karkoli, mislim, kaj sploh point izbire gostov, če je od zadaj nek namen, ki ga jaz ne vidim, zakaj bom goste zbiral, a štekaš. Pač jaz bi rad goste, ki bi jih jaz rad spoznal. Ki bi tako, si od zunaj, vidiš nekoga, ki ti je pač tako zanimiv, ki ti izgleda zanimiv, a te ne bi zanimalo, kdo je pa kaj dela, ne, ali pa kako vidi life, mene to predvsem. Veš, jaz želim ljudi, ki znajo svojo neko perspektivo v življenju, dati, povedati lastne izkušnje. Ne, da se mi pridejo tam tržati na podcast. Veš, tega ne maram, star. In če jaz ne vidim v človekovih očeh te sposobnosti oziroma tega, kar mi je poznano, bom raje rekel ne. Se lahko mu krivico delam. It's all good. Lahko me trpinčijo zaradi tega, ni problema. Ampak je moja pač odločitev, moja odgovornost. Ne. Eni so pa tudi užaljeni pola, ne. Veš, pa osebno vzamejo to, ampak to ni nič osebenega. Snimam nič proti nobenemu, stari, res ne. Ampak, ne vem, pač ni bil dober trenutek, ne. Saj nisem dolžen nobenemu upravičevati, zakaj ne. Točno to. Če me kdo vpraša, ja, rečem pač preprosto intuicija in je folk komo, kao. A to mi boš rekel, To je kao, to. ne. Res imaš dober razlog, da me nisi povabil. Ja, pač ne vem, ne, kaj. Deal with it ali neki. Ja. Veš, kaj me zanima? Prej si omenil tudi malo to igro, pa tudi na social medijah sem videl objave, kjer omenjaš to igro, pomen igre. In tu mislim, da si tudi dobil zdaj na Tajskem, ne, to, če sem prav zastopil, to spoznanje glede igre, igranja. Pa me zanima, kako inkorporiraš v svoje življenje, pri delu, projektih, da je malo bolj sproščeno, da je malo bolj igrivo, igranje in tako naprej. Tako da zbiraš ta pravo igro, po moje. Da zbiraš ta pravo igro. Ja, a veš, skozi si izbiramo igre, ki jih gremo igrati. Ko zberemo službo, smo si izbrali igro, katero bomo igrali. Če bi šel nekdo v politiko, si je izbral igro, katero bo igral.
A veš, in ta igra ima pravila. Ta pravila so določena, zato pač preden se nečesa lotiš, malo razmišljaš na to, kot če bi bila to igra, kakšna so pravila, a ne? Kako se bom sploh igral to igro. A ne? In zame se pomeni igrati takrat, ko se, tako kot otrok, sam igraš, nekaj, kar te potegne v trenutek in samo to delaš. In to nima nobenega cilja, kdaj se igra konča. Namen igre je sam igrati igro. A ne? A veš, in če gledaš to iz nekega življenjskega koncepta, Naval Ravikant o tem dosti govori, če boš lahko dal od spodi, folk ful appreciate njegove stvari. No? Da v bistvu lahko igraš igre, ki so finite ali pa infinite. Finite, infinite games. Si slišal ta koncept? Torej, ene so igre, ki jih ti igraš zato, da zmagaš, ene so pa igre, zato, da jih ti igraš zato, da omogočiš, da se igro lahko igra dalj časa. In jaz si recimo z podcastom želim omogočiti, da to igro igram čim dalj časa. Ker vem, da mi bo samo igranje igre prinesel veliko več, kot sem si jaz sposoben zamisliti kot cilj, zaradi katerega to igro igram. A štekaš? In v bistvu ti ne forsiraš nečesa, ampak samo dopuščaš življenju, da se zgodi. In si pozoren na vse priložnosti, ki se znotraj te igre pojavijo. In to pomeni biti odprt pa igriv. Da ti igraš igro, zavedaš se, da igro igraš, zavedaš se pravil te igre, ampak istočasno ti pa igra ne odvzema možnosti, da ti opaziš vse te side queste, ki se skrivajo znotraj tega. In to se meni zdi ta prav pristop, tudi do posla, ki ga delaš. Če delaš zase, seveda, če delaš za enega drugega, se je to malo težje igrati. Razen, če šef to dopušča. Ampak ja, čist ta koncept igre dojemam kot sposobnost biti prisoten skozi to, kar delaš in ne imeti zraven neke potrebe po cilju, da boš ti vedel, da si uspešen. Samo koliko dolg časa boš ti to igro lahko igral in bil prisoten in bil pristen in bil pomirjen s tem, kar delaš. Začutil tudi navdih, začutil nekako tako, kot si bi želel, da se ti življenje odvija. Pa se pusti tudi presenetiti, da je kdaj kakšen fail ali pa da se kaj ne gre po tvoje, pa se iz tega nekaj ven naučiš. To dopuščanje tega. Dopuščanje življenju, da teče skozi tebe neko svojo pot in ti v bistvu surfaš ta val in pa si izbereš svojo igrico. Zdaj bom pa jaz moder surfa. In zdaj moram priti na ta val pa z tega skočiti kaj. Ta koncept bolj. Zakon. Ja. Ne preveč kontrolirati volje, nad katero nimaš kontrole. Tukaj smo jih prej govorili. Ja. Fuldor. A imaš ti še kaj kofeta drugače? Ne. Po še enega. Zdaj smo na Primorskem. Po še enega, da ne vstavljamo podcasta. Veš, kaj še eno tematiko bi oprl, ki me je zelo zanimiva, pa itak je ful problematična danes, a se jo zavedaš ali ne. Imel si dohodek Generacija dopamina, kjer ste govorili prav o te tematike, pa me zanima, kakšno je bilo največje spoznanje oziroma stvar, ki ti je najbolj ostala s konference glede tega našega modernega dopaminčka? Ja, to je bil že drugi dogodek, ki smo ga v festivalni dvorani organizirali za 500 ljudi. Zraven so bili še Miha Kramli, Sara Isakovič, gor ga imaš, Perko. Perko, Uroš Perko. Pa njegov oči, Andrej, sta bila tudi. In pa skrivni gost je bil Matic Novak. No? In kar mi je najbolj ostalo, tako čisto iskreno v spominu, je to, da je bilo čisto preveč za en dan vsega. In to je neka zelo močna lekcija, ker jaz sem pa šel v to, kar si ti prej govoril. Čim več, čim več preko tega. In ja, tako da to, kar se mi pa zdi, da od nekak tematik, kar mi je najbolj ostalo in kar mi je najbolj všeč, je pa kako je Sara Isakovič zagrabila neko poslanstvo okoli te tematike. Se mi zdi, da pred dogodkom ni toliko govorila o tem. Na dogodku in po dogodku je pa zelo, zelo veliko vsebine ven dala za soočanje s to tematiko, sploh pri mladostnikih, torej bolj tudi za starše. Tako da pejte si pogledati, spodaj da je prosim link. Od Sare Isakovič na njen Instagram profil in ima ogromno enih dobrih zdaj. Pa zdaj webinar mislim, da tudi prireja. Začetek aprila. Ne vem, kdaj ta epizoda vam pride. Sredina aprila. Aha, ok, pa bo že mim. Ampak ja, ok, če bo kdo najdu.
cool, za nazaj. Ja. Tako da se mi zdi, da to bi bilo nekaj tazga. Če me zdaj sprašuješ po nekem znanju oziroma nekem spoznanju glede tega, se mi zdi, da mi je bilo že kar jasno in tudi cela predavanja so bila tako zapakirana, da si skozi predavanje nekaj odnesel. Ne bi pa rekel, da je bilo kakšno tako spoznanje, ki bi rekel, to pa je. Se ti pa zdi, da so ljudje dosti odnesli od teh stvari? Jaz mislim, da bi odnesel več, to je zdaj kritik v meni, jaz mislim, da bi odnesel več, če bi jaz boljši program sestavil, kar pomeni, da bi manj vsebine bilo njim dane v enem dnevu. Ker jaz sem na koncu pogledal ljudi in so bili utrujeni stari. To je kompleksna tematika, to je zelo umsko bilo vse. In je bilo preveč vsega že naloženega. Ker se mi zdi, da bi lahko, pa Milan Hosta je bil še, točno, da bi lahko bolj strukturiral ta del. Se mi pa zdi, da so še vse en veliko odnesli, vsaj glede na feedback. No? Eni sploh starši, tako ljudje, ki mogoče niso toliko v stiku s to tematiko. Neko gledalo so dobili, koliko sami uporabljajo to, kako to uporabljajo pred otroci. Tako da je pa to zelo široka tematika. No? Tako da se mi zdi, da je težko na enem dogodku. Mogoče bi mogli iti bolj v eno smer, ampak ja. A imaš kakšno playlisto na kanalu, da dam vse eno playlisto od spodaj v opis? Playlisto glede teh, samo posnetke, ne? Se mislim, sprašuje Spotify za muziko. Ne. Kako bi poslušal, majster? Ne, da lahko damo, če ne, damo vse. Drugače to je na voljo samo za podpornike kanala, pri meni. Okay. Je pa velike ene druge vsebine na mojem kanalu na YouTube, tako da lahko tudi kolab narediva tole. Če bi hotel. Z veseljem, ne? Ja. Če si pripravljen. Si malo pošera v community. Tako. Ja, ker v bistvu mi smo imeli tudi, smo snemali letom, 2 leti nazaj, se ne vem točno, smo snemali za Mladinski center, Nova Gorica podcast in smo imeli tudi Miha Kramlja in on je strokovnjak vrhunski. In pole je, tudi jaz sem poznal to tematiko dopaminija, nisem pa vedel, da recimo kako že od igrače elektronske pri otrokih že takrat začnejo vplivati na dopamin. In je fajn se tega zavedati, tako da lih zaradi tega smo zdelo ful zanimivo, pa ful dobro, da si organiziral nek tak dohodek, ker dopamin bo vedno večji problem. Recimo zadnjič za Klemno sva govorila, kako bo AI začel na dopamin tudi vplivati. Se že. Tako da pa še več bo, ne. Ja, tako da. Stari, kaj se že dogaja? Je hard. Here's your AI girlfriend. Naredi točno in tako, ki si jo želiš in vse bo naredila. Ne zna reči ne. Stareš, kakšna katastrofa je to za mlade fante. To je taka katastrofa. To bo odnosi tako trpel, če se ne bo o tem govoril, pa to zaveščal. To, kako boš ti najdel realno žensko zase, a štekaš, če ne rabaš niti ust odpret, lahko v tišini v svoji temni sobci to vse tam delaš, kar rabaš delati. Grozena, ne? Ampak sam na ta način, da to odpiraš, pa da delaš tudi ti nekaj na tem, če hočeš svet ljudi določenega tipa, bo točno tak človek, pa hod sam po svetu. Tako da naredi nekaj za to, tako da sem vesel, da to delaš. Hvala. Malenkost. Nekaj sem hotel še dopolniti tlele. Za dogodke. Ne? Letos ga delam, veš kaj bo tematika letošnjega? Letošnjega delamo pa v Križankah. Za Jurija 500 ljudi bomo odprli, še z 2 gosti, mogoče 3, se nam spet. Da ne bo spet preveč. Bo pa tematika, dar minljivosti. Torej smrt. Rad bi odprl to tematiko, pa je ljudem približil na način, da se jo ne bomo tako bali. In približnih itd. Torej ta minljivost, veš, koncept tega, koliko je nejasen zaradi tega, ker si jo vsak po svoje razlaga in vedno je strah zraven. A smo sposobni iti na enem dogodku mal preko tega, pogledati mal iz druge perspektive, dati možnost ljudem, ki so konstantno s tem obkroženi, da povejo svojo izkušnjo in da bo nam lažje. Vsem tam, ki bojo prišli. Cilj tega dogodka mi je, da malo razbijem to stigmo smrti. Zato, ker verjamem, da tisti, ki se smrti boji, tako kot sem prej rekel, se boji življenja. In da ko bomo enkrat to dojeli,
Na tak način, recimo prek tazga dogodka, ne, ki so zelo transformativni lahko te dogodki, ker je res dobra energija, bo tudi življenje lepše. A ne? In marsikakšna odločitev je lahko drugačna, zaradi enega tazga spoznanja, da ti greš v ta strah. Kaj se bom naučil zdaj o tem, kaj se bomo 5 ur pogovarjali o tem, o smrti ali kaj. Ja, in kaj zdaj? Ampak perspektiva, s katere ti gledaš na to, je drugačna od te, ki jo boš tam dobil. In se mi zdi nekaj zelo koristnega za vsakega. No. To so že stojki govorili, ne, ti starogrški misleci in filozofi, ne, memento mori, opominjanje oziroma spominjanje na merljivost, ne, koliko ti to lahko da. In ko si ti skozi ta pogovor razložil, ne, koliko ti je tebi smrt dala in zakaj je pomembno to. Tako da, ful dobro. Ja, mislim, celo v nekih točkah sem že izjavil, da je bilo to nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo. Ne. Kar je zelo težko umsko dojeti, kot kva ta govori. Ne. Veliko takih čudnih pogledov sem dobil, ko sem to rekel, ampak ja, kako ti vidiš stvari, velikrat določa to, koliko si sposoben iz tega ven potegniti, koliko si sposoben iz tega ven zrasta. In je, mislim, to ne pomeni, da si jaz želim tega, ampak ne pomeni tudi, da mi ni hudo. Jaz pa moj foter je bila najboljša prijatelja zdaj, veš, pač tek, da ga pogrešam, kako ga ne bi. Pač izjemen človek. Zelo iskren, topu, pošten, pač tako. Se mi zdi, da po eni strani dolžnost, da te vrednote, ki sem jih v njemu videl, pa sem jih še zdaj jaz bolj živim. In enkrat so me vprašali na dogodku, na ta prvem dogodku, ki je bil predlani, Glej srcem. Men iz publike vprašal, če bi jutro umrl, kaj bi bilo moje sporočilo svetu, ne? Ker sem jaz folk dosti v podcastu to sprašval. In sem čisto to smer zapeljal, da to, kar vidite lepega v meni, se zdaj z mojim odhodom preseli v vas. Živite to še bolj v polnosti. To, kar vidite grdega v meni, se pa tudi preseli zdaj v vas, zato da lahko premagate to, kar jaz očitno nisem znal. Ker tisto, kar ti opaziš v človeku, je... Pa ta je čisto spontano gor prišla, pa sem bil tako... Skje pa to prišlo? Ja, to je zdaj že malo na meji, to je že kot nek mislec tam gor pizda. Ampak ja, definitivno se mi zdi, da je to nekaj tazga, s čimer lahko gledamo tudi na odnose. Ogledalo, tako, kot si tudi ti omenil. Kaj lepega vidiš v nekomu, daj pusti v sebi še bolj to, da zaživi, ker če si opazil drugemu, je tudi v tebi. In točno to, kar te moti, par sebi spuci. Ker očitno nek ti to delaš ali pa ne sprejemaš tega. Tako da ja. Ful dobro. Evo, predebatirala sva en kup tematik, en kup stvari zanimivih, pa zdaj gremo še na zaključno vprašanje, ki so vezana na tematiko podcasta, tako da prvo me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje. To je ime podcasta, ne? Benessere v italijanščini pomeni dobro počutje. Ja, ne. Si, certo. Certo, Io parlo certo. un po' italiano. Ecco. Sì. Kaj pomeni dobro počutje? Dobro počutje meni pomeni biti pomirjen z vsem, kar moji čuti zaznavajo. Ja, to bi rekel, da je dobro počutje. Tukaj si že parkrat Tako, ja. omenil, ne? Ne misliti, da je pomirjenost. karkoli za rešiti, ne misliti, da je karkoli za spremeniti, ali pa da bi se mogel drugače počutiti. Biti popolnoma pomirjen s tem, kar mi življenje ta trenutek ponuja. Ful dobro. Kateri so tvoji 3 oziroma 3 do 5 nasvetov za več dobrega počutja? A pa recimo, kaj tebi pomaga do tega? Trening prisotnosti, torej zavestno se večkrat spomniti, kje sem zdaj, pa sam biti točno kle. Zdaj brez zgodbic, dolžnosti vsega to. Ne lagati, laž življenjske energije največ pobere, torej biti iskren do ostalih, predvsem pa iskren do sebe, ta je ključna.
Čim manj stvari, ki ti odvzemajo mir, ali pa čim manj stvari, ki ti odvzemajo mir delati, torej biti pozoren na to, kaj ti mir odvzema, kje so tiste točke v življenju, v tvojem okolju, kjer je treba spremembe narediti. Veliko ljudi se zelo sabotažira, samo sabotažira z okoljem, katerega izbirajo, zato ker je to ratala cona obdobja in jim ne služi več. In tudi posledica njihovih izbir je v veliki meri okolje, ki jih poriva v to, da delajo slabe izbire, čeprav vejo, da bi mogli narediti nekaj boljšega. Ta je zelo močna za počutje. Odnos z lastnim telesom, kar pomeni, kaj jem, kaj mi paše jest, ne zdaj dieta striktna, pa to jej, to ne, kaj tebi paše, kaj tvojemu telesu paše, koliko spanca mu paše, razumevati, imeti odnos s svojim telesom, poslušati svoje telo, dojemati, kaj ti govori, ker do vsakega telo je drugačen in ti se ga moraš naučiti, mu dati to, kar od tebe potrebuje. Še eno, odnos z umom, torej biti prijazen do sebe, razumeti in delati na tem, da je to nek mehanizem, ki z nekim razlogom tudi obstaja in ne verjamem, da je namen življenja ta, da ga ugašamo, ampak da ga dojamemo kot prijatelja, sodelavca, nekoga, ki nam pomaga to izkušnjo živeti, da smo pozorni na stvari in istočasno, da si zadamo izzive. Naredimo težke stvari, zberemo sami svoje trpljenje, ampak da tudi trpimo iz vidika, da nam ni prijetno, da gremo čez sebe. Ne? Ali je to z dihanjem, ali je to z ledeno vodo, ali je to z strmenjem v steno. Probajte 5 minut. Si what comes up. Ja. Evo, lepo. Ja. Top. Evo, naslednje vprašanje. Kakšen nasvet bi dal sebi, oziroma kaj bi sebi rekel pred 5-10 leti? Ja, pred 5 ali 10, to je zdaj velika Zberi, razlika. ne? Okay, Ti lahko zberiš. 10 let nazaj bi šel, evo, 24. Ne sekiri se, to je sam trening. Pa mogoče 5 let nazaj. Ne sekiri se. Tudi to je sam trening. Probi bi si nekako povedati to, kar sem si tudi v časovni kapsuli na YouTubeu, ki jo imam. Ne? Sem si nekako rekel, čez 10 let, ko bom to gledal, pa bom na ta trenutek zdaj nazaj gledal, bi si verjetno rekel, tudi to je bil pač sam trening za ono, kar prihaja še. Ne? Sam naprej deli na svojih sposobnostih. Sam treneri. Ni to igra, sploh še nič, ne sekiri se za rezultat, niti prva četrtina še ni mim, pač pusti vse te ostale stvari. Samo deli na svojih sposobnostih, samo deli to, kar čutiš, da je dobro. Igraj golf, stari, bod več s familijo, gradi, ko imaš občutek, da je čas za graditi, deli workshope, deli webinarje, deli zastonj vsebino ven daj, snemi se, tudi če ti videi niso všeč, jih objavi itd. Ne jemlji tega tako resno, ker nima še nobene konkretne veze. Kar pride pol, jo bo pa imel. Tako da ja, sam treneri. Sam treneri, ful dobro. Kakšen je bil nasvet, ki se ga prejel v življenju, pa ti najbolj ostal v spominu, oziroma tisti, ki ti prije zdaj recimo na misel?
Modrost je vedeti, da nisem nič, ljubezen je vedeti, da sem vse. Življenje pa samo teče med tema dvema bregovama. To je iz knjige od Mudžija, Before I Am, Direct Recognition of Truth. Tam je zdaj prišel gor, ker me vedno zelo pomiri. Tako kot Mudži. Mudži, ja. Sem poslušal par njegovih meditacij. Ful. Se mi zdi, da je to nekaj tazga, kar z mano ostaja najbolj in da mi v vsaki situaciji lahko najbolj pomaga. To, da se zavedam, da sem samo ta prisotnost od zadaj in da vse, kar se dogaja, se dogaja z mano in če bom kdaj rabo mir, vedno lahko tja pridem. Tako neka taka tolažba mi je. Ne glede na to, kaj se zgodi, tam sem doma. Evo, in še zadnje vprašanje, pa me zanima stvar, ki ti je najbolj pomagala osebno zrasti oziroma postati boljša oseba. Sem ti povedal že, Je že. smrt. Tako da, Ja. ja, Ja. ful dobro. Jure, Dobro se počutim, stari, v redu. V redu? Všeč mi je bilo, Je ja. v redu? V bistvu mi je že malo žal, da je konc, stari. se držim ure, smo že skoraj do 12. A res? Ja, 15 do odka sem rekel. Wow. Ne bom šel čez, ker smo tako zmenjeni. Tako da, ful ti hvala za ta pogovor. Hvala, da si Respekt, prišel. stari. Res ful zanimive, uporabne tematike. Tako da upam, da je bilo tudi vsem všeč, zanimivo poslušati. Jaz bom dal vse povezave do tebe, do tvojih kanalov, vse, kar smo omenjali v povezave. Imam pa še eno darilce. Zelo ti gre dober in zdaj, ko tole slišim. Malo stekleničke. Ja, Tako hvala. da, v bistvu naš sponzor je Klet Brda, A tako da res? vsak gost dobi 2 buteljkici. Hvala, Tako da boste Klet Brda. imeli zdaj čez vikend z ženo malo za popiti. Si privoščim. ona Dobro, je ti, noseča, ti, že. ti, ne. Bom jaz. Jaz imam tudi nekaj zate. O, Ja, in sicer, evo ti, o, tole so to pa moji ti so magneziji. tvoji, ne? Ja. O, nice. Tega le imaš za zjutraj, Okay. ga spiješ in ima zraven elektrolite, EEA, se pravi aminokisline, B vitamin, C vitamin, cink, in imaš magnezijev malat pa citrat noter, ki se ful dobro sprošča čez dan, 200 mg. Tega le imaš pa za zvečer, ga imaš pa za umiritev, ti bo pa telo počas driftno, imaš pa zraven češnjev ekstrakt, pa kamilca, pa baldrijan, pa magnezijev bisglicinat, ki se pa najbolj sprošča po noč. Tako da to je nekaj, kar smo dali tudi par underdogov. Ja. Hvala. Ja. Tako. Kako se že temu reče? Shameless plug. Kao je, prenesel sem ti darilo. Ampak z ljubeznijo. ne? Ja, tako da daj link še to od spodaj, no, če bo kdo si, če bi si kdo Sem pogledal, naj videl, pogleda. nisem pa še testiral, tako da bom z veseljem testiral, pa ti dam feedback. Ja, v redu, super. Hvala ti, ful. Tako da hvala ti še enkrat, hvala vsem za poslušanje, gledanje, upam, da vam je bilo zanimivo. Tako da, to je to. Hvala vsem. Prav, še enkrat. Ja, To svaka je to. čast, stari, Svaka res ti čast, gre prav. dober. Res Hvala. ti gre dober. Hvala, stari. Noč sem padel, stari, čist sem not padel. No, to mi je toliko sedel zdaj, To mi je da najbolj sploh ne pomembno, morem da host povedati. pade noter, da se odpre in Mislim, tako, To je tudi v trenutku sem bil popolnoma Ja, čist tudi kle jaz, in tudi prostor je čudovit, stari. hvala. Sploh, kad tale razgled tukaj le odpreš, ampak tudi tako, energetsko. Vidi se ti, da delaš na sebe, no, pa da ti je mar.